lepa, Klavdija, za besedo. Veseli, da lahko danes tukaj predstavimo še enega, po mojem mnenju, zelo ključnih programov, ki seveda pokriva področje življenja ljudi od njihovega rojstva pa do pozne starosti. Da je to področje izjemnega pomena, kaže tudi to, da ima Ministrstvo za delo kot tisto resorno ministrstvo, ki pokriva to področje, enega izmed največjih proračunov v celi državi, 1,4 evrov, je to od recimo tako slabih 10 oziroma 9 milijard evrov, koliko znaša proračun Republike Slovenije. To se pravi, gre za izjemno pomembno področje, ljudje ga na svoji koži čutijo, spremljajo, zato se mi zdi prav, da se mu zelo dobro posvetimo in da ljudem tudi ne samo splošno, ampak tudi čim bolj konkretno predstavimo, kakšni bi bili pa naši ukrepi na tem področju. Mi imamo seveda ta program zelo dobro, zelo detaljno razdelan, tudi seveda že napisan v nekih okvirih. Detajli še sledijo, vendar danes ne bo časa za vse. Jaz bi svojo predstavitev nekako strukturirala na 3-4 najpomembnejša področja in najpomembnejše ukrepe in potem, če boste želeli, seveda bom z veseljem odgovorila še na kakšna dodatna vprašanja. Imamo za pomoč samo zato, da bi sledili lažje tudi prezentacijo na PowerPointu. To se pravi, Ministrstvo za delo in tudi naš program pokrivajo več področji, od trga dela, socialne varnosti, pokojnin, invalidov, družine in mladih, se pa seveda zelo, zelo tesno prepletajo tudi z drugimi področji, recimo za področjem izobraževanja, Ministrstvom za izobraževanje, seveda ta prehod iz izobraževanja na trg dela in zadnji čase čedalje bolj tudi z Ministrstvom za zdravje. Zaposlovanje kot eden izmed temeljev, ker vedno pravimo, da pomembno je v življenju imeti delo, ne samo delo, seveda tudi dobro plačano delo, solidno plačano delo, ki nam omogoča dostojno preživetje in če imamo to, potem seveda odpade marsikatero vprašanje, ki je povezano s področjem sociale. Ne bom pa pustila tega slajda za začetek, ampak bom šla na naslednjega, da vam lahko razložim, zakaj se mi zdi to področje, kakršno je sedaj, ne tako dobro, kot sicer lahko vsak dan slišimo iz ust aktualne ministrice. Velikokrat ste v zadnjem času slišali, kako se brezposelnost zmanjšuje in kako se zaposlenost povečuje. Ja, tudi to je res, vendar je to samo delna resnica in zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje pravzaprav smo. To, če rečemo, da smo v zadnjem času zaposlili 70.000 ljudi iz Zavoda za zaposlovanje, temu bi lahko zdaj, ko je to moderno, rekli v narekovajih lažna novica, ker nismo povedali vsega. Seveda so to mnogokrat ljudje, ki so samo začasno ali so se samo registrirali na Zavodu za zaposlovanje in so potem dobili zaposlitev takoj naprej, ali pa kar je pa še hujše, in to se zelo, zelo pogosto dogaja, je, da so na Zavodu zgolj izkoristili tisto možnost, ki jim nudi država, da dobijo neke vrste subvencijo, predvsem delodajalci, ki jih zaposlijo. In to so tista delovna mesta, ki jih v naši državi, pa tudi v Evropi ne želimo. Mi želimo tista delovna mesta, ki jih bodo delodajalci ustvarili sami, na svojo pobudo, zato ker bodo imeli več naročil, več dela. To, kar pomaga Zavod za zaposlovanje, pa je seveda, pa so delovna mesta, ki so na nek način umetno ustvarjena. Prav je, da imamo seveda tudi pomoč države, vse ostale države v Evropski uniji imajo takšno pomoč, vendar ta pomoč ne sme nadomestiti tistih res pravih ukrepov države, ki pa segajo en korak nazaj. Ta korak nazaj pa je tam, kjer se začenja ustrezno, dobro in stimulativno okolje za podjetja, da bodo lahko samo zaposlovali. Če si pogledate tole tabelico tukaj,
2008 je ne samo naše najuspešnejše leto, tudi leto vladanja vlade Janeza Janše, ampak tako pač je. Takrat je bila naša zaposlenost v državi na najvišjem nivoju in takrat smo imeli zaposlenih 718.000, skoraj 720.000 pri pravnih osebah. Zelo pomembno je, da ločujemo, kdo so pravne osebe. V to statistiko pravnih oseb spadajo tako podjetja, čisto realni sektor, kot po radi rečemo, kot tudi zaposleni v javnem sektorju. Poglejte, danes je zaposlenih v javnem sektorju več kot 170.000. To je pomemben delež. In zaposlenih je bistveno več, kot jih je bilo v letu 2008. Ampak kaj nas lahko skrbi? Skrbi nas to, da pa zaposlenih v zasebnem sektorju je pa bistveno manj, kot jih je bilo leta 2008. Če seveda to skupaj seštejemo, potem je številka malo manj slaba, ampak predvsem nas mora skrbeti zaposlenost v zasebnem sektorju, ki pa je, kot vidite, drastično padla za več kot 40.000. Še ena številka nas mora skrbeti, oziroma kar dve, ki sta tukaj gor tudi navedeni. Zaposleni pri zasebnikih. Včasih smo jim rekli obrtniki, to je zelo poenostavljeno sicer rečeno, ampak vendarle, se veste, oni zaposlujejo takrat, ko imajo delo, ko lahko nudijo zaposlitve in vidimo, da jih je od decembra 2008, ko so imeli zaposlenih 72.000 ljudi, padali na 48.000. Tukaj noter niso vključeni nosilci dejavnosti, tukaj niso vključeni samostojni podjetniki, posamezniki, ker ti so v naslednji alineji. In pogledajte, kaj se je pa čudežno zgodilo s to alinejo, kar naenkrat se je pa število zasebnikov oziroma samostojnih podjetnikov povečalo, vendar zaposlujejo manj. Seveda to izhaja iz tega, da je država zelo obilno stimulirala samo zaposlovanje, in zelo veliko imate primerov, ko bi morali ljudje namesto imeti pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, so na tako imenovanem SP-ju, si sami plačujejo prispevke za socialno varnost in so popolnoma socialno nezaščiteni z tega vidika, recimo prekinitve pogodbe o zaposlitvi. In če to sliko pogledate, potem jaz ne vem, kdo lahko na podlagi tega še trdi, da je stanje kar se tiče zaposlovanja v Sloveniji dobro. Ni dobro in nekaj moramo narediti na tem. Kaj bomo naredili? Tukaj le približno piše, to so res glavni okviri, saj veste, zakon o delovnih razmerjih je tista ustava za delavce in delodajalce, kjer notri zapišajo pravice, obveznosti in seveda zakon o delovnih razmerjih mora biti tak, da ščiti oboje. Ne sme biti neuravnotežen in zaščititi samo delavce, delodajalce pa stisniti za vrat, kajti to pomeni samo nekaj, delodajalci ne boste jih mogli z nobenim zakonom, z nobenim ukrepom prisiliti v to, da zaposlujejo ljudi. Oni bodo že našli obvod, ponudili bodo pogodbe o samozaposlitvi in tako naprej. Zato je zelo pomembno, da je ta zadeva uravnotežena. Kaj imamo danes? Tukaj imamo pomanjkanje socialnega dialoga, čeprav je o njem govora vsak dan. To je edina vlada, pravzaprav, ali pa ne vem, morda je bila še kdaj kakšna. Naša, vem, da je imela zelo dober socialni sporazum, trenutno smo v Sloveniji brez socialnega sporazuma. Za nekoga, ki trdi, da je socialno sporazumevanje eden izmed ključev, ki pomeni boljše rešitve, je to nadvse čudno. Tako da upam, da bodo kmalu dosegli kakšen pameten dogovor, ne pa enostranske dogovore. Nekaj bi še rada opozorila, kar se tiče aktivne politike zaposlovanja. Aktivna politika zaposlovanja ni osnovna politika zaposlovanja v državi. Aktivna politika zaposlovanja je pomoč delodajalcem, da zaposlujejo in prav je, da je tako. Ampak ta aktivna politika zaposlovanja mora biti strogo ciljana in usmerjena v tiste kategorije, ki so dejansko nezaposljive. Kaj se pa pri nas dogaja? Jaz sem tudi poročevalka v Evropskem parlamentu za izvajanje sheme jamstva za mlade. Najbrž veste, da je to shema, po kateri so evropske države, tudi Slovenija, dobile zelo veliko denarja, da bi pomagale mladim brezposelnim, da se zaposlijo. Ugotovitve so, milo rečeno, zaskrbljujoče.
lahko bi rekli, porazni. Kajti ugotovilo se je, da se ta denar ne porablja na način, kot bi se moral porabljati. In namenja se ga v tiste skupine, ki so sicer zaposljive. Veste, treba je usmerjati ta denar v skupine, ki so dolgotrajno brezposelne, ki imajo neustrezno izobrazbo, njim je treba pomagati, da si potem lahko lažje najdejo zaposlitev. In nobenega pomena nima, da recimo financiramo zaposlitve pravnikov, inženirjev računalništva. Ne zato, ker seveda njim ne bi želeli pomagati, ampak zato, ker so to najbolj iskani kadri na trgu dela in takšnih pomoči pač ne potrebujejo. Se pravi, treba je zelo, zelo drastično prenoviti aktivno politiko zaposlovanja, da bo služila svojemu namenu. Da nam ne bo zmanjkalo časa, gremo še na druga področja. Področje sociale. Tukaj, kot veste, imamo tudi večkrat slišimo, da smo zelo uspešna socialna država. Jaz pravim, da smo zelo bogata socialna država, ampak smo pa tudi nepravična socialna država. In nihče v tej državi, jaz upam, da vsaj ministrstvo, ampak ne kaže, da ve, kako in za kakšne namene se porablja ta socialna pomoč. Od tega proračuna, ki sem ga prej omenila, gre več kot 300 milijonov evrov za različne socialne pomoči. Vendar, jaz mislim, da te socialne pomoči ne najdejo pot v prave roke, vsaj ne vedno. Sistem je izjemno zakompliciran in že tista odločba, ki jo nekdo dobi domov, da ve, koliko socialne pomoči je dobil, je praktično neberljiva. Nobena reorganizacija centrov za socialno delo, ki se zdaj pripravlja, nam ne bo pomagala, če ne bomo spremenili osnovnega zakona, ki dela ta sistem tako zakompliciran. Ta zakon pa je zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. To je izjemno zapleten zakon, ki določa tisoče izjem in pravil, ampak je popolnoma nepotrebno, da imamo toliko izjem. Jaz mislim, da bi ga bilo treba poenostaviti in narediti takega, da bo resnično kot na ostalih področjih služil svojemu namenu. Ta reorganizacija, ki jo ministrstvo pripravlja sedaj, je po mojem mnenju ne samo nepotrebna, ampak celo škodljiva. Delajo 3 stvari. Uvajajo informativno odločbo, s katero naj bi prispevali k temu, da ena oseba ne bo več sama vlagala prošnje oziroma vloge za socialno pomoč, ampak da bo to že kar na način dohodnine naredila država namesto nje. Reorganizirajo centre za socialno delo, ampak to ni nobena reorganizacija, to je pač samo 16 novih direktorskih mest. In tretjič, uvajajo program socialne aktivacije, ampak jaz sem ga zelo dobro pogledala. Program socialne aktivacije je program, ki ga financira Evropska unija za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb. Pravzaprav bi moral spadati ta program čisto na drugo področje, ampak Evropa nam je dala za to nekaj denarja, kar precej, mislim, da tam nekje okoli 8 milijonov evrov, in s tem seveda želi ministrstvo zdaj narediti neko socialno aktivacijo, ki pa bo v prvi vrsti namenjena temu, da bomo za 10 milijonov evrov izobrazili socialne aktivatorje, tako imenovane trenerje, ki bodo na koncu dobili potrdilo o tem, da so socialni aktivatorji. Jaz mislim, da to ni pravilno porabljen denar in seveda moramo narediti nekaj na tem, da ta denar bolj učinkovito porabljen. Kar se pa tiče informativne odločbe, bi dodala samo še to, pogledajte, iz 44 baz podatkov bo treba črpati te podatke. Predstavljajte si, da se ti podatki kar naprej spreminjajo. Če vse te baze idealno delujejo, sem prepričana, da bo več kot 50% ljudi, ki bo dobilo informativno odločbo, nezadovoljnih in bo ugotovilo napake. Povprečen čas reševanja pritožbe na Ministrstvu za delo, ko so uvedli zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je bil več kot 1 leto. Si predstavljate to? Jaz si težko, da bi nekdo zdržal recimo 1 leto, dokler se pritožba ne reši brez ustrezne socialne pomoči, otroškega dodatka in tako naprej.
Pri področju invalidov, ki je sicer zelo pomembno, ampak se ne bom dolgo zadrževala, ker mislim, da imamo v Sloveniji relativno dobro urejeno to področje, kar pa pogrešam pa je, da preverimo, kako deluje sistem, ki nalaga podjetjem, da plačujejo pristojbene oziroma dajatve za zaposlovanje invalidov. Kajti ugotovila sem, da delodajalci plačujejo veliko več, kot se pa potem povrne nazaj subvencij za zaposlovanje invalidov. Mislim, da ta podatek ni širše znan, ker če bi bil, bi se delodajalci zelo upravičeno vprašali o tem, zakaj morajo tako veliko plačevati, čeprav zaprav tega denarja vsega se ne porabi za namen zaposlovanja invalidov. Torej imamo možnost, da to breme za delodajalce znižamo ali pa naredimo pač to politiko zaposlovanja invalidov na drugi strani bolj učinkovito. Pokojnine in dolgotrajna oskrba bi seveda zahtevala novo tiskovno konferenco, ker je to tako zelo široko področje. Lahko rečem samo to, par let nazaj, ko smo za 1 leto imeli vlado, smo uspeli spremeniti pokojninski zakon in narediti mini pokojninsko reformo. Mislim, da je to bil tisti korak, ki je omogočil, da zdaj Slovenija lahko še 5-6 let normalno diha in da je pokojninski sistem ne kolapsira. Ampak Ministrstvo za delo, kar je uspelo narediti, je uspelo pripraviti belo knjigo o pokojninski reformi, vendar veste, to je samo zelo veliko popisanega papirja do sprejema pokojninske reforme, naslednje pa je še zelo, zelo daleč. Mislim, da tega časa nimamo in da je treba pokojninske spremembe delati ves čas. Pokojninski sistem je sistem, ki je ogromen in zahteva postopne, premišljene spremembe. Vsako leto, vsake 2 leti moramo sistem balansirati in ga prilagajati. O dolgotrajni oskrbi ne gre izgubljati besed. Mislim, da jo imamo 5x6x že zapisano v nacionalnem reformnem programu. Jaz večkrat rečem, da vam znam povedati na približno kateri strani, tam nekje med 10 in 12 strani nacionalnega reformnega programa bo zapisana tudi drugo leto. In pisalo bo, pristopili smo k izvedbi reforme dolgotrajne oskrbe, ampak od te reforme seveda še ni nič. Edino, kar je, so prenesli direktorat iz Ministrstva za zaposlovanje na Ministrstvo za zdravje, vendar, ne vem, sprašujem ministra enega, ministrico eno, drugo, ki je kakšen predlog zakona, pa za enkrat ga še nismo uspeli videti, mogoče ga pa vendarle skrivajo v kakšnem predalu. Ena izmed zanimivosti prav gotovo današnje predstavitve je naš predlog, da uvedemo univerzalni otroški dodatek. Veliko besed je bilo v zadnjem letu, zadnjih 2 letih, sem pa tja se pojavijo ideje, predvsem skrajne levice, o tako imenovanem univerzalnem temeljnem dodatku, univerzalnem temeljnem dohodku. To se pravi, da bi vsak državljan oziroma državljanka države dobila nek denar. Brez da kdorkoli vpraša, koliko zasluži, koliko ima hiš, 1, 2, nobene, ali je sedaj na socialni podpori, ali je lastnik jahte v nekem pristanišču. V tem primeru bi vsi dobili. Nam se zdi ta ideja seveda absolutno nesprejemljiva, z več vidikov, ker se nam zdi nepravična, ker mislimo, da bolj zaslužijo višjo podporo tisti, ki imajo manj, ki imajo slabo socialno stanje, ki se komaj preživljajo z meseca v mesec, kot pa tisti, seveda, ki jim za to ni treba skrbeti. In pa še z enega razloga, ker je to popolnoma finančno absolutno nevzdržno. Več držav je že poskušalo s tem, med drugim je tudi Švica imela referendum, če vam je morda znano, ki so ga večinsko seveda zavrnili, ker Švicarji menijo, da niso dovolj bogati, da bi si to lahko privoščili. Trenutno je Finska tista država, ki uvaja poskusno na samo enem delu populacije ta univerzalni temeljni dohodek in sicer z namenom, da preizkusijo, ali tisti, ki ta denar dobijo, so potem, kljub temu, da so recimo brez zaposlitve, še vedno stimulirani, da zaposlitev iščejo. Ker vse veste, kako je pri nas. Večkrat pravijo, da če vse socialne dodatke v vseh oblikah seštejete, pravzaprav zelo dobro nekdo razmisli, a se mu še splača delati za minimalno plačo ali ne.
In to je narobe sistem. Seveda mora biti delo stimulirano. Mi uvajamo oziroma imamo predlog, da uvedemo poskusno in ker se nam zdi to s ciljem zagotavljati družinam boljše okolje, univerzalni otroški dodatek. To ni pa nobena novost. Recimo ima ga Nemčija, ima ga Avstrija, ima ga veliko držav okoli nas. Recimo ima Nemčija približno okoli 200 evrov, Avstrija malce niže. To so dodatki, ki ga dobite za otroka, ne glede na to, kakšno je vaše premoženjsko stanje, zaradi tega, ker je ta dodatek namenjen za šolanje otroka, za vrtec otroka, za karkoli, pač za otroške, za vzdrževanje otrok in za stimuliranje tega, da imamo družine in seveda, da imajo družine otroke. Če gremo pa še na zadnji slajd, pa potem k vprašanjem, meni se zdi pa tole področje mladih izjemnega pomena. Glede, mladi, jaz mislim, da imajo v tem trenutku, ne glede na to, da imamo gospodarsko rast, kar je super, ne glede na to, da se lažje najde zaposlitev, ampak so v nekem zelo, zelo nezavidljivem položaju. Ustvariti si družino na začetku, poiskati službo, se v bistvu prebiti skozi šolanje, skrbeti potem še za varno starost, ker mislim, da ta varna starost za ljudi, za mlade, ki imajo danes 18 let, je nekaj popolnoma drugega, kot za tiste, ki imamo danes nekaj več let. Zato mislim, da bi bilo treba mladim posvetiti večjo pozornost, kot jim je posvečena do sedaj. Rešitve, ki se nanašajo na mlade, so razkropljene po številnih ministrstvih, po uradih, po nekih inštitucijah, vladnih, nevladnih, katerihkoli. In vse te ukrepe, od štipendijske politike, stimuliranje zaposlovanja, pomoč pri iskanju služb, pomoč pri vzdrževanju, oblikovanju, formiranju družine in vse, kar je namenjeno temu, da mlademu človeku vlijemo nekega optimizma in damo priložnost, da začne samostojno pot, bi bilo treba združiti na enem mestu. Zato predlagamo, tukaj tudi piše na koncu uvedba Ministrstva za mlade in šport, kar je v nasprotju s tistim, kar sicer mi zagovarjamo, ker zagovarjamo deinstitucionalizacijo države, vendar da se to narediti na način, da se nekatere področje iz različnih ministrstev, recimo iz izobraževanja, pa iz dela, pa iz zdravja, združijo. To tudi ni novost, mnoge države to poznajo. Ministrstvo za mlade in šport, jaz mislim, da je odlična ideja, ki bo združila vse te ukrepe na področju mladih in pomagala na poti v samostojno življenje. Toliko za enkrat. Če ima kdo kakšno vprašanje, seveda izvolite. Je kakšno vprašanje mogoče? Ja, to je mogoče. Se pravi, s ukrepi bi se želeli nekako približati tistim najboljšim letom, ko ste že imeli leta 2008. Mi ne gledamo zdaj, da bi se približali letu 2008, ker ne moramo iti nazaj, ampak gremo naprej. Jaz sem dala to primerjavo s tem, da bomo zelo zadovoljni, če bi uspeli doseči številke, ki so veljale na trgu leta 2008. Gledati moramo naprej. Današnje razmere so drugačne, kot so bile leta 2008. Je pa res, da imamo tudi danes gospodarsko rast, kar je super, kar zadeva zaposlovanje, kajti to pomeni, da imamo možnosti za zaposlovanje, ampak seveda današnje zaposlitve, pa je kljub temu samo 1 desetletje preteklo, niso več zaposlitve, kot so bile leta 2008. Razvoj gre naprej, delovna mesta so drugačna, rabimo drugačne profile ljudi in tukaj moram reči, da je zelo, zelo veliko pomanjkanje med izobraževalno sfero in potem trgom dela, če tako rečemo. Poglejte, imamo podjetja, ne malo jih je, zelo velikokrat poslušam, da pravzaprav ljudi ni. Podjetja iščejo ljudi, ki bi jih zaposlila, vendar jih ni. Ni pravih profilov. Potem pa recimo vprašam pristojnega ministra ali pa ministrico,
Ali ste v letošnjem letu ali pa nameravate v naslednjem letu recimo omejiti vpis na izobraževalne programe, za katere se vnaprej ve, da za njih na trgu dela ni nobenega povpraševanja. In seveda se odgovoru največkrat izognejo, ne, ker ne mislijo omejiti. Veste, s tem se dela dvojna škoda. Ali pa trojna škoda se dela s tem. Seveda, mi imamo izobraževanje, ki ga v velikem delu oziroma skoraj v celoti plačuje država. To je javno šolstvo. Kamor vpisujemo ljudi, ne, ki za to seveda porabijo nek denar, da pridejo na trg dela in potem rabijo še dodatno prekvalificiranje, da sploh postanejo zaposljivi. To je z vidika narodnega gospodarstva ali pa trošenja davkoplačevalskega denarja. Ampak bolj kot to je pa pomembno, veste, ko je človek, ki naredi fakulteto, en mesec brez službe, najbrž izkoristi ta čas, da malo obišče prijatelje. Ko je 3 mesece brez službe, postaja malo zaskrbljen. Ko je 1 leto brez službe, pa to že zelo, zelo vpliva na njegovo psiho in to ni dobro, ker je na dobri poti, da postane socialno izključen in tega pa ne želimo. Ne? In ne fair, ne pravično je mladim ljudem obljubljati, ko grejo na razne informativne dneve, a ne, poslušam, ne, tudi doma, kaj vse jim obljubijo, kakšne blazne službe bodo imeli, v resnici se pa vnaprej ve, da bodo zelo, zelo težko dobili zaposlitev ali pa da bo od 100 upisanih v tistem letniku dobili službe 5 ljudi. To je ne fair od izobraževalcev, pa ne nazadnje od države, ki to financira, da mladim jih dobesedno zavaja, ne, in vliva nek optimizem, na koncu se pa zbudijo v realnem svetu in vidijo, da bodo morali še kar nekaj napora vložiti, da bodo lahko dobili službo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, najlepša hvala za predstavitev in se vidimo prihodnjič. Hvala lepa.